Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Danes bomo govorili o eni najprepoznavnejših sladic v Mariboru oziroma naši neposrednji okolici. To je pohorska omleta. Namreč v zadnjem času se je ponovno razvnela debata na temo, odkot originalno prihaja. Nekateri trdijo, da iz nekdanjega poštarskega doma, spet drugi, da iz nekdanjega železničarskega doma. No, predstavniki obeh resnic so danes tukaj. Dober dan. Vi zastopate torej to dejstvo, da prihaja pohorska omleta iz poštarskega doma, ne? Ja, dober dan, če tako pravite. No, jaz bi vas lepo prosil, ne zdaj nekega olja še vlivati na ogenj, vse na koncu tako ni pomembno. Glavno je, da mi to sladico imamo, da jo zaščitimo, tako se te stvari zaščiti, da nam ne bo zopet kaj vkradli, tako recimo na kranjsko klobaso, pa refoška ali teran, kaj so nam vkradli, ali pa ne nazadnje tudi zagrebško. Zagrebško? Ja, pa dobro, to je druga zgodba, se ni važno. Ali pa ne nazadnje germ knedl, ne? To je ta znani knedl, ko recimo naši hodijo v Avstrijo smučati, pa si ga vsi z veseljem naročajo, ne? Ne vejo pa, da je to naša stvar. To je Srečko germ naredil. To je tu 200 metrov od nas, gor sosed, v bistvu naš, v bistvu je pohorski kvasovec to. Ja, dobro, torej, ampak trdite, pohorska omleta je iz... Pohorska omleta je iz Pohorja, sej pravim, vam ni važno, glavno, da mi imamo, jo. Zdaj, če pa že sprašujete, pa ja, seveda, da je iz poštarskega doma, ne. Da se nekam mogoče v drobni tisk napiše, no, ampak vse ni pomembno. Vi pa zastopate dejstvo, da je železničarskega, ne? Z Pohorja, jaz zastopam, ja. Pohorja, gospod, njegovo mnenje sem do danes še na nek način spoštoval, samo pač človek, ki govori, da nam je nekdo vkradel zagrebško, pa germ knedl, praktično ne sodi, da v teh pogojih, ki so trenutno zunaj, hodi po svetu sam. To je prvo, drugo pa pohorska omleta pomeni iz Pohorja, oni so shoč, ne, in tisto, kar so oni delali, je bila neka hočka prelaganka, oni so dejansko not dali pač vse, kar jim je ostalo, zato tudi zdaj sadje not, ker so celi kompot not dali, pa recimo malo slivove marmelade, koliko je gospodini uspelo vkrast slivke, drugo so tako vse spoželi v obliki šnopsa. In od to tudi njim se pač dozdevalo, da so oni to naredili, ne, čeprav so oni k nam hodili po omleto, gor na vrh pa jo tudi plačevali, ampak s časoma pač, ko se ti zamegli pač misliš, da si to ti, ne. Imeli smo primere, ko so ljudje hodili okrog, pa so mislili, da so diktatori, ne vem kaj. Mislim, da so bili normalni občani tega mesta ali pa drugega, ampak to so zdravstveni razlogi, seveda. Omleta je naša, zato se imenuje pohorska omleta, ne. To, kaj imajo pa ono, pa je pač hočki približek. Zdaj res ni pomembno, tako pravi gospodič, kdo kaj, ampak seveda najpomembnejše je to, da je to naša stvar, ne. Drugač pa ni pomembna stvar, ne. No, ne bi jaz zdaj v neke podrobnosti hodil, samo bi gospoda vprašal, kaj je bilo prej, pošta ali železnica? Zagrebška, gospod, verjetno. Od vas. Dobro, upam, da se razreši, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.